Šef oziroma vodja VAR projekta na Nogometni zvezi Slovenije je zdaj s nami v studiu. Lep pozdrav Juretu Praprotniku. Jure je eden od teh sodnikov, ki so pustili velik pečat tudi na mednarodni sceni. Nenazadnje se še vedno spomnimo tistega finala na Wandi Metropolitano v Madridu, ko je sodil Damir Skomina. Vi, Jure, ste bili med drugim tudi pomočnik. Kakšni so spomini na ta finalni dvoboj? Ja, zdaj od tega že nekaj let, sigurno, da mi bo to ostalo v večnem spominu, ampak življenje gre naprej, tekme so iz dneva v dan nove, tako da v bistvu od dobrega sojenja se pa ne, oziroma nihče ni zadovoljen, ko je sojen, vsi so zadovoljni, ko je sojenje dobro, ko so pa napake, pa vsi o tem govorijo. Jure, kakšno pa je kot strokovnjakov, jasno vam lahko zastavimo to vprašanje, oziroma kakšna je ocena strani sojenja v prvem delu sezone z vaše strani, kako ste zadovoljni? Ja, kar se sojenja tiče, generalno jaz lahko govorim o sami implementaciji sistema VAR pri nas. To pomeni, za nami je tako imenovano uvajalno obdobje, kjer smo najmanj dvakrat bili na vsakem stadionu v Sloveniji z namenom preverbe infrastrukture in delovanja sistema VAR. Lahko povem, da so vsi stadioni Prve lige Telemach uspešno certificirani strani Mednarodne nogometne zveze FIFA, kar pomeni, da pač vsi stadioni izpolnjujejo najmanj minimalne pogoje za igranje v sistemu VAR. Poleg tega smo v jesenskem delu uspešno uvajali vse že prej certificirane sodnike in operaterje. Prav tako na tekmah ni bilo nobenih resnih tehničnih težav, tako da vse skupaj našteto in v povezavi s tem, da razpolagamo z zadostnim številom sodnikov in operaterjev, je bila v bistvu na nek način osnova za odločitev Nogometne zveze za prehod na 5 tekem, s čimer želi, kot je že Miran povedal, Nogometna zveza prispevati k regularnosti in legitimnosti tekmovanj, kar je konec koncev tudi ena izmed njenih temeljnih nalog. To je bilo tudi moje naslednje vprašanje. Malce je že predtem izdal Miran, veliko se je govorilo o tem, se je na nek način tudi pričakovalo. Torej zdaj lahko na tem mestu potrdimo, da bo v slovenski ligi odslej na vseh 5 tekmah v vsakem krogu deloval VAR. Ja, vsekakor. Izvršni odbor Nogometne zveze je na zadnji seji meseca decembra tudi uradno, formalno sprejel tako odločitev, tako da lahko z zadovoljstvom povem, da od spomladanskega dela dalje VAR na vseh 5 tekmah v Prvi ligi Telemach. Kako boste logistično to izpeljali? To ni najlažji projekt. Ja, zagotovo ne. Tako da na nek način je bilo to uvajalno obdobje iz teh vidikov tudi za nas lažje, vendar smo v vmesnem obdobju že usposobili zadostno število sodnikov in operaterjev, tako da razpolagamo z dovolj številom ustreznega in kakovostnega kadra, da prehod na 5 tekem verjamemo, da bo relativno enostaven. Koliko pa vas je teh, ki obvladate oziroma ste na nek način licencirani, da opravljate to nalogo v, mi rečemo, VAR sobi? Nekateri se namreč bojijo, da vas bo preveč tistih najkakovostnejših zdaj v VAR sobi in premalo tistih, ki bodo na samem igrišču, oziroma da bodo ti neizkušeni oziroma z ne toliko izkušnjami, kot jih imate vi. Ja, temu nekako ne verjamem, ker še vedno se stremi k temu, da so najbolj kvalitetni sodniki na igrišču. Trenutno razpolagamo z 14 sodniki, glavnimi sodniki, ki lahko sodijo na igrišču, z 13 sodniki, ki lahko delujejo v tako imenovani VOR sobi in dodatno 10 video pomočniki sodnika. Kaj to zdaj pomeni, da bo na vseh 5 tekmah VAR? To pomeni, da krivice, ki jo včasih vidijo nekateri slovenski klubi, ne bo več. Predvsem gre tukaj za razumevanje tega, kar VAR prinaša. Torej, VAR prinaša velik prispevek regularnosti in legitimnosti tekmovanj, ne pomeni pa, da je idealen in da odpravlja vse napake. Odpravlja samo tiste napake, ki so eklatantne, ki so jasne in očitne, ki so vidne povprečnemu spremljevalcu nogometnih tekem, medtem ko neke diskusije bo pa še vedno ostalo, kar pa konec koncev se mi zdi kvečjemu dobro.
Prej ste omenjali neke tehnične zadeve, morda se komu to zdi čudno, pa želimo zadevo malce osvetliti in smo se tudi pogovarjali z ljudmi, ki vam, sodnikom, zagotavljajo in pripravljajo na nek način sliko oziroma te posnetke, ki jih potem analizirate in sprejemate odločitve, pa poglejmo, za kaj gre. Prva liga Telemach je v tej sezoni pozdravila pomembno novost, sistem VAR. Ob izobraževanju sodnikov za delo z VARom je bilo zelo pomembno pridobiti tudi primerne VAR operaterje. Zveza je rešitev poiskala doma, kar se je izkazalo za odlično potezo. Od sodniške organizacije smo dobili e-sporočilo, da pač se lahko prijavimo za to vlogo videooperaterja. Bilo nam je razloženo, da je dobro, da imamo neko kombinacijo, da smo bili prej sodniki, pa če imamo tehnično ozadje. In jaz kot študent elektrotehnike se mi je zdelo, da je pač to nekaj takega, kar je zelo dobro za mene. VAR operaterji morajo biti za delo izredno dobro usposobljeni. Kako je potekalo izobraževanje? HOKA in Zveza sta organizirala tečaj za nas na Brdu pri Kranju. Imeli smo dva inštruktorja, enega iz Italije, enega iz Španije. Ta dva sta nas pač peljala čez ta proces, kaj moramo mi znati, kaj moramo pred tekmo postoriti. V jesenskem delu je bil VAR prisoten na 2 tekmah na krog, predvsem v uvodnih krogih je bilo priprav več, kar pomeni, da je bil delovni dan za vse vpletene izrazito daljši. Prvih par vikendov smo rabili biti na tekmi 6 ur prej. Zdaj, ko smo že pa v ustaljenem nekem ritmu, je že 4 ure več kot dovolj. Prva tekma z VARom v slovenskem državnem prvenstvu je sicer potekala zelo mirno, brez intervencije, v avtu pa je bilo vseeno pestro. Seveda, takrat je bilo največ priprav, smo prišli že 10 ur pred tekmo, da bi res vse lepo potekalo. Seveda, malo me je bilo strah, ker konec koncev prva tekma, vse mora biti prav. Pa še zraven mene je bil Slavko Vinčič, seveda poznan sodnik in seveda nisem ga želel razočarati. Ampak ja, potem je lepo steklo. Oba sogovornika svoje izkušnje iz sojenja s pridom izkoriščata, v novi vlogi pa sodelujeta sodniki, ki so tudi na mednarodnem prizorišču izredno cenjeni. Kakšno je sodelovanje z njimi? Ja, to je bilo kar zanimivo. Te sodnike prej vidiš mogoče na kakšnih seminarjih, pa ja, samo na televiziji, pa si pa tu del njihove ekipe. Seveda so vsi zelo profesionalni, tudi se mi zdi, da so na zelo visokem nivoju. O prvem VAR posredovanju je NZS objavila surov posnetek iz avta, kjer smo se lahko sami prepričali, kako vse poteka. Prisluhnimo pa še izkušnjam Boštjana s tekem. Najprej mi gledamo lepo tekmo, nekaj se zgodi. Jaz sicer že iz izkušenj malo vem, bi kaj bilo ali ne, ampak seveda moram poslušati glavnega sodnika v VAR sobi, kaj pravi. V spomladanskem delu prve lige Telemach bo VAR prisoten na vseh tekmah. To je nov velik korak naprej, nanj pa so, kot kaže, akterji dobro pripravljeni. Naj bi bilo izvedljivo, vsi operaterji, ki smo do zdaj, smo pripravljeni za to, da bi pač te tekme odvodili brez zunanje pomoči, torej samo mi Slovenci, kar bo tudi potem realnost. Ja, tu smo slišali, Jure Praprotnik, sodelujete z zunanjim operaterjem HOKA. Za kakšno podjetje gre, koliko izkušenj že imajo, komu še ponujajo VAR, če se prav spomnim, delujejo, glede na to, da redno spremljam angleško Premier ligo, tudi s to najmočnejšo ligo na svetu. Ja, HOKA dejansko deluje oziroma sodeluje z UEFA, FIFA, ima daleč največ izkušenj med vsemi v najmočnejših evropskih ligah, pa tudi drugih. Tako da mi smo sicer opravili razpise in razgovore za številnimi ponudniki, vendar na koncu tudi moram reči, da za voljo izkušenj in zavedanja tega, da je projekt v začetni fazi najbolj smiselno začeti z nekom, ki izkušnje ima in ker ponudnik tehnologije ni bistveno finančno odstopal od drugih, smo se odločili zanj in smo zelo zadovoljni. Tako da moram povedati, da sem zelo vesel, ko vidim, kako zadovoljni so tele fanti, operaterji. Sicer ni naša primarna naloga, da v bistvu ponudniku tehnologije zagotavljamo operaterje, ampak zaradi zavedanja pomembnosti sodelovanja, njihovega sodelovanja v okviru projekta, smo pravzaprav pristopili k temu, da smo jim priskočili na pomoč in opravili razpis med mlajšimi aktivnimi sodniki, ki imajo ustrezno tehnično predznanje. Namreč sodelovanje operaterjev in sodnikov je
ključno. Ne. Operater mora razumeti, kaj sodnik od njega želi, in kolikor ne pozna nogometa, kolikor ne pozna pravil nogometne igre, potem se ta čas lahko sorazmerno podaljša in seveda se stremi k temu, da se zaradi sistema VAR časa ne zgublja prekomerno. Tako da mislim, da je bila to dobra odločitev. Povejte nam še, težav vendarle ne bomo v celoti odpravili. To pa predvsem zato, ker vsi stadioni nekako niso pripravljeni, da izkoristijo vso to možnost, ki jo ponuja VAR. Morda beseda dve več o tem, recimo na nekaterih prizoriščih še vedno ne boste mogli koristiti teh črt, kakor mi rečemo, ki določajo, ali offside da ali ne. Danes sem izvedel, prej tega niti sam nisem vedel, da obstaja težava tudi, ko se menja sonce, senca, da vendarle obstajajo tu še težave, da vse ne bo na 100%. Predvsem zaradi infrastrukture. Kar se sonca tiče, tovrstne težave obstajajo pravzaprav povsod po svetu, tako da nismo mi tukaj še zdaleč ne edini. Kar se tiče infrastrukture kot take, ampak v praksi kaj to pomeni, če sije sonce neposredno v kamero? Ja, sistem tehnologije se orientira na mejne črte na igrišču, ki morajo biti prvotno zelo dobro označene. In seveda, če jih sistem zaradi sonca ne zazna, potem se kalibracija offside linij ne more izvesti. In druga stvar, ki ste primeroma omenil Sežano, tam je infrastruktura taka, da so stolpi za snemanje kamer na 16 metrov na prekratki razdalji od igrišča in niso na primerni višini. Seveda tehnologija potrebuje dovolj široke kote, da spet lahko kalibracijo izvede, in mi smo dvakrat v Sežani to probali in kalibracija nažalost tam ne deluje. To seveda ne pomeni, da se sistema VAR tam ne more peljati, ker nekje v tujini offside linij sploh ne uporabljajo, ampak v tem primeru pomeni, da pač se sodniki v VAR sobi odločajo na podlagi slike kot take. To pa pomeni, da morajo imeti jasen dokaz za neko spremembo odločitve, ne iskanje nekega centimetra ali pa nekaj se mi zdi ali pa verjetno, jasen dokaz mora biti. Kaj pa v primerjavi s tujimi ligami ta statistika VAR intervencij? Imate kakšno analizo? Ja, moram reči, da mi smo se lotili te analize oziroma statistike po vzoru UEFA. V bistvu večina tujih držav te statistike vsaj javno ne objavlja, tako da o tem praktično podatkov nimamo. Smo pa analizo upravljali predvsem zaradi svojih lastnih potreb, zaradi projekt je tak, ki se bo seveda razvijal še naprej in mi bomo to spremljali. Tako da lahko pa povem, da glede na to, da smo že prej govorili o operaterjih, se v povprečju izgubi manj kot 2 minuti na tekmo že v tem uvajalnem prvem obdobju, kar se mi zdi v bistvu zanemarljivo, in to pa je dejansko tudi posledica kakovostnega izbora in pa usposabljanja sodnikov in operaterjev. Vi ste sloveli kot izjemen, sam sem hotel uporabiti besedo linijski sodnik, pa ste me prej popravili, da gre za pomočnika sodnika. Saj sem še. Aha, no, saj ste še, ampak a je vam sodnikom, pomočnikom zdaj ta pristojnost, da tako rečemo, z VAR-om odvzeta na nek način? Ne bi tako rekel. Vam se je vendarle marsikaj spremenilo? Ja, spremenilo se nam je v tem, da v bistvu moramo razmišljati o dveh zadevah. To pomeni ne samo o tem, a offside je ali ne, ampak kdaj je ta offside še signalizirati. Tako da v vsakem primeru pa na koncu moramo odločitev sprejeti. Konec koncev, tudi če je naša odločitev na koncu slučajno napačna, bom jaz na tekmi praviloma še vedno zato prejel negativno oceno, ampak mediji me bojo pa na miru pustili. Ampak gledalci vas pa ne pustijo na miru, ko se jim dozdeva, da je prepovedan položaj, vi pa ne vzdignete zastavice, čeprav ste tudi sami velikokrat prepričani, da gre za offside. Ampak pravila so pač takšna, da se počaka do konca akcije. Tako, to predvideva protokol in prav je, da so s tem seznanjeni tudi v klubih, ampak mislim, da so to že zelo dobro sprejeli. Vidim, da jih tudi trenerji na tak način že pripravljajo. Pač enostavno je v primeru zelo obetavnih in čistih situacij za dosego zadetka treba počakati na učinek akcije, oziroma da je žoga v neki nevtralni coni, da akcijo signaliziraš. Jaz razumem,
razmišljanja FIFA, ki je v bistvu s tem želela preprečiti, da pomočnik dvigne offside, pa igralec pride sam pred gol, pa se potem na kameri pokaže, da za prepovedan položaj ni šlo. Mislim, da zadeva ni optimalna, ampak je pa trenutna taka, ki pač je najboljša možna. Ja, Damir Skomina se je poslovil, vi seveda še ne, da ne bo karkoli narobe povedano z moje strani. Če se še enkrat vrnem na začetek pogovora in tiste tekme finala v Madridu, takrat je Damir Skomina že na samem začetku dosodil 11 metrovko. Potrebna je bila VAR intervencija. Kako je potekala takrat komunikacija? Je bilo vse mirno v slušalkah? Kako je izgledalo to? Takrat še niste imeli niti toliko izkušenj s tem. Ja, mi imamo izkušnje iz sistema VAR od leta 2017, iz pokala konfederacij, kjer se je vse skupaj začelo. Ampak ja, spomnim se, ker je šlo seveda za prvo minuto, spomnim se, da je bila naša komunikacija do dosojenega kazenskega udarca zelo aktivna. Ampak seveda, potem, ko je takšna odločitev sprejeta, komunikacije med sodniki na igrišču pravzaprav ne sme biti več, ker je potrebna vzpostavitev komunikacije med sodnikom in videosodnikom. Sodnik torej v tem primeru sporoči videosodniku, zakaj je kazenski udarec dosodil, in moram reči, da v tem primeru je v bistvu potrditev strani videosodnika, da je zadeva zelo jasna, prišla zelo hitro. In verjamem, da smo danes še marsikatero zadevo, ki je morda kakšen navdušenec nogometni ni poznal, razkrili ponovno v oddaji Pod prečko. Jure Praprotnik in Miran Pavlin, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Upam, da se kmalu spet vidimo.